tokrat v občinskem informatorju. Mariborski svetniki izglasovali umik točke o podražitvi, na taboru v ureditev sosesk Bumerang in Regentove, nova stanovanja za mlade v Mariboru. Začela so se dela za nadgradnjo zdravstvenega doma Lenart. Na konferenci Alma Mater spregovorili o sovražnem govoru in diskriminaciji. Na poročnem sejmu pokazali nove trende poročnih oblačil, prstanov in tort. V Račah prišlo do razlitja dizla iz skladišča Petrola. Lepo pozdravljeni. Na dnevnem redu na mariborski seji so bile tudi predlagane točke vezane na podražitve v Mariboru. A te so bile umaknjene iz dnevnega reda. Mariborski župan je svetnikom sporočil, da so proračun s tem dejanjem obremenili za več milijonov evrov. Predvidene podražitve v Mariboru so v preteklih dneh razburile številne. Mariborski župan je v pričetku seje svetnikom namenil nekaj besed. Vsekakor ne govorimo v resnici o podražitvah, ampak o realnih uskladitvah cen. Govorimo o več kot primerljivih cenah naših meščank in občanov, glede na dano situacijo v primerjavi z drugimi mesti v Sloveniji. Dodal je, da občina prevzema največji del bremena, a ne more vsega. Predlagal je 30% cenejše vstopnice za gondolo za prebivalce Maribora. Je poteza tvegana, saj diskriminira mogoče naše sosednje občine, Ruše, Hoče in ostale, zato bom nagovoril tudi druge občine, da tudi one prispevajo k cenejši gondoli za njihove občane. Igor Jurišič je predlagal umik točk o podražitvah. Da se umaknejo točke 11, točka 16 in točka 17, ter da mestna uprava temeljito pregleda evropsko zakonodajo in vse, kar je možno, in predlaga mestnemu svetu na tak način, da bodo lahko z gotovostjo povedali, ali je to prav ali ne, ne pa da bo zdaj mestnim svetnikom rekli, gre ste v rizik, potem pa, če bomo mi to sprejeli, se pa je mestni svet to potrdil, nisem jaz nič kriv. Sicer pa je Franc Kangler napovedal združitev z SDS. Ni nobena skrivnost, da smo podpisali sporazum z Slovensko demokratsko stranko. Zgolj formalnost, spoštovani župan, da vas obveščam, boste dobili dopis, da je samo ena svetniška skupina in v imenu nove svetniške skupine, ki nastaja, vam sporočam, da bomo ta predlog podprli. Vzamite si vi čas, predvsem pa vaš direktor. Stojan Aver je poudaril, da so opravili izračun, ki je pokazal, da bi podražitve za povprečno družino pomenile 154 evrov stroškov mesečno več. Menimo, da si takšnega udarca po žepu marsikatera družina ne bo mogla ne privoščiti, ampak enostavno tega ne bo prenesla. Pred glasovanjem je svoje stališče povedal župan. Preveč je bilo tukaj truda in širše slike gledanja tudi v smeri drugega branja in sprejetja, in občina, kot uvodoma vemo, je v krču, in jaz upam, da boste v čim manjšem številu sodelovali pri tem, da gremo v to smer. A večina svetnikov je pobudo Jurišiča podprlo in s tem so bile podražitve umaknjene z dnevnega reda. Skupaj ste umaknili in obremenili proračun za 5 milijonov evrov. Obravnavali so tudi prodajo Farmadenta. Direktor je dejal, da trenutno stanje vodi v tveganje stečaja in socialno problematiko. Bi morali takoj pravzaprav iti v eno obsežno odpuščanje in ocenjujemo, da bi podjetje pridelalo minus. Po naši oceni, govorim, to gre za oceno približno 1,7 milijona evrov, kar seveda je popolnoma nesmiselno, glede na to, da imamo lahko rešitev za povezavo z partnerjem. Tista nominalna kokoška, ki nese zlata jajca, je pravzaprav že davno je ni več. Kupec Salus bo za nakup odštel 8,5 milijona evrov, vključuje celo klauzulo, ki določa, da lahko od pogodbe odstopijo. Da se je kupec zelo dobro zavaroval in da pravzaprav niti ne rabi samo eno potezo, niti ne rabi te pogodbe kot take niti izpolniti, teh 8 oziroma 7 milijonov v občinski proračun Mariborske občine niti ne bomo dobili. Torej, te varovalke kupca so izredno močne. Zato predlagamo, da se seveda ta pogodba čim prej realizira, da se čim prej Farmadent proda. Je pa seveda za razmisliti o tem, ali poiskati krivce ali ne poiskati krivce. Zakaj moramo mi čakati do konca, ko se končno gotovi, sedaj pa ni več nobene rešitve? To mene bega. Kje smo mi bili lani? Zakaj nas niso o tem podočili, rekli, gledajte, dajmo razmišljati v tej smeri, ker ne gre. Prodajo so naposled le podprli. Na pobudo Averja, ki so svetniki podprli, bo ustanovljena komisija za pregled pravnih poslov.
Med drugim pa so sprejeli tudi sklepe o začasnem financiranju občine v obdobju april-junij in o spremembi odloka o turistični taksi in promocijski taksi v mestni občini Maribor. Od višje takse si obeta okoli 150 tisočakov letno. Preverili smo, katere investicije so v načrtu mestni četrti Tabor. Več pa v prispevku. Na Taboru že več let opozarjajo na potrebo po prenovi prometnega režima v Regentovi in soseski Bumerang. Za ta dva projekta smo imeli že dva sestanka z stanovalci, kjer so bile pobude in predlogi strani mestne četrti in stanovalcev sprejete s strani urada. Čakamo na popravke teh idejnih projektov. Na Regentovi je bilo sprva planirano odprtje ceste, kot je bilo to pred mnogimi leti. Izvedla celovita prometna ureditev, kjer bo na koncu pred prihodom za pešce z Foševo in vrtcem Jožice Flander v bistvu urejeno eno obračališče, da bo lahko po Regentovi potekal dvosmerni promet. Cesta bo tako ostala zaprta tudi na željo stanovalcev iz varnostnih razlogov, saj bi v tem primeru na razdalji 150 metrov bila kar 3 križišča. In kako je, kar se tiče soseske Bumerang? Tam bo pa tudi zamenjana celovito podzemna infrastruktura, ureditev parkovnih površin in pa izvedeno bo tudi križišče z Celjsko ulico. Tudi tukaj so sklicali zbor stanovalcev, s katerimi so se pogovorili o možnostih in idejah. Sicer si želijo še več pozornosti nameniti ureditvi cest. Prenovo Metelkove od ceste Zmage do Petnavske, potem pa ureditev oziroma dogovor z občino, da dosežemo nek konsens glede nekategoriziranih cest, ki jih imamo kar nekaj. Ravno te so velik problem. Stanovalci bi radi imeli urejene zadeve, je pa to stvar, da je nekako to ena pad pozicija, da ni doben odgovoren za ureditev teh cest, popravila cest. Zato je potrebna prekategorizacija. Ena izmed poti, ki bi jih radi uredili, je pot med kasarno in športnim parkom Železničar, ki vodi do Pasjega parka. V Mariboru imajo namen zgraditi okoli 60 stanovanj, ki bodo namenjena mladim družinam. Investitor je javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Več v prispevku. V Mariboru na Dvoržakovi načrtujejo gradnjo 60 novih stanovanj, ki jih želijo nameniti mladim in mladim družinam. Se pravi, bodo manjša funkcionalna stanovanja. Bodo enosobna, dvosobna, trosobna, različne velikosti. Gradnja se načrtuje, da bo lesena, tako da bo okolju prijazna tudi tem okoliškim stanovalcem, bo pa maksimalno do 5 etaž. Tako 3 do 5 etaž, ker je blok, objekt je iz 2 delov, ki je v sredini povezan, to se pravi, bo šel iz nižjega dela, to se pravi 3 nadstropij do maksimalno višine 5 etaž. Na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor je sicer bilo potrjeno prvo branje OPPN-ja. Sedaj smo v pripravi za Mestno občino Maribor in podjetjem Urbis v pripravi odgovorov na vprašanja, ki smo jih dobili od naših občanov. Ko bo tale OPPN sprejet, potrjen, bomo pa lahko pristopili k pridobitvi dokumentacije za gradbeno dovoljenje in upamo, da nam bo to še v letošnjem letu uspelo, torej da bomo dali vlogo za gradbeno dovoljenje. In kakšni so načrti po pridobitvi gradbenega dovoljenja? Pa se bodo lahko pričela izvajati javna naročila za pridobitev izvajalca GOI del, to se pravi gradbeno-obrtniški inštalacijski del. O točni investiciji je zaenkrat težko govoriti, a zagotovo bo precej višja, kot so sprva mislili. V začetku je bila načrtovana tam okrog med 6 in 8 milijoni evrov, bo pa zagotovo sedaj se ta znesek gibal okrog 10. Glede na nastalo situacijo, dvig cen in širšo situacijo v svetu. A nova stanovanja znova odpirajo vprašanja vezana na problematiko parkiranja. Objekt bo imel podzemno garažo, načrtujemo 2 etaži. Vsako stanovanje bi naj imel en parkirni prostor. Doda, da stanovalce razumejo, a da se načrtuje povsem novo ureditev prometa.
Po 30-40 letih v nekem okolju pojavi nov objekt, jaz jih ne nazadnje popolnoma razumem, da imajo pomisleke glede tega. Potrebe po stanovanjih za mlade v mestu so velike, z novogradnjami bodo zadostili osnovnim potrebam v mestu. V lanskem letu so na občini Lenart podpisali pogodbo za nadzidavo zdravstvenega doma v površini nekaj več kot 500 kvadratnih metrov. Pridobljeni bodo prostori za kurativo, za specialistične preglede in ostalo, kar zavod potrebuje. V lanskem letu so na občini Lenart podpisali pogodbo za nadzidavo zdravstvenega doma v površini nekaj več kot 500 kvadratnih metrov. Ravno danes, 13. marca, so začeli s pripravljalnimi deli, tako da po zagotovilu izvajalcev rok izvedbe, kateri je konec meseca septembra, ne bo ogrožen. Zdravstveni dom Lenart je bil z nadzidavo mestnega trakta nadgrajen leta 2018 in čeprav sta s tem pridobila prostore Center za krepitev zdravja in ginekološka ambulanta, pa trenutni demografski kazalniki za upravno enoto Lenart kažejo, da zdravstveni dom potrebuje nove prostore. V tem prizidku bodo se ambulante preselile v nove prostore, spodnje prostore pa bo potrebno na novo urediti, komplet inštalacije in tudi stavbno pohištvo zamenjati. In ker tam bo potem več prostora in toliko prostora, kot je potrebno, bo dobila urgentna služba in računam, da bodo tam sosednje občine, upravne enote tudi lahko prispevale svoj delež. Pripravljalna dela se tako že izvajajo. Tako, začeli smo z pripravljalnimi deli za rušitvena dela, tako da v tej prvi fazi smo zaščitili kupole, ki jih vidite nad zdravstvenim domom, da bomo omogočili nemoteno delovanje spodnjega dela zdravstvenega doma, ko se bo začela rušitvena faza strešne konstrukcije. Ne glede na stanje na trgu, ko se vse draži, jih ne skrbi, da bi prekoračili zastavljene vrednosti projekta. Mi predvidevamo, da bomo ostali v okvirih pogodbene vrednosti. Pogodbena vrednost je torej 1.950.000 evrov. To je za nas velik denar. Mi smo komaj ta denar spravili skupaj. Gre za sofinanciranje po pogodbi iz Ministrstva za zdravje, okoli 700.000, 400.000 načrtujemo, da bomo pridobili iz ekosklada, ostali del je pa DDV in prispevek oziroma finančna sredstva javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart. Začetek del se je zaradi določenih objektivnih razlogov zamikal, a zdaj so pripravljeni in vse teče po načrtu. Glede statike je bilo nekaj problemov, imamo nekaj različnih variacij rešitev, ki jih bomo v naslednjem tednu predstavili občini Lenart in na to po uskladitvi z občino se odločimo za najbolj primerno rešitev nadzidave zdravstvenega doma. Investicija se bo izvajala postopoma. Nadzidava se bo izvajala fazno. V prvi fazi je potrebno odstraniti to obstoječo strešno konstrukcijo, zaščititi pred morebitnimi vplivi dežja in na to postopoma nadaljevati z nadgradnjo. Po izvedbi investicije načrtujejo tudi nekaj novih delovnih mest ter seveda še bolj celovito zdravstveno oskrbo, kot jo v zdravstvenem domu Lenart že imajo danes. Svoboda govora je temeljna pravica demokratične družbe. Posamezniku omogoča, da svobodno oblikuje svoja stališča in s tem tudi svojo identiteto. A tudi ta temeljna pravica ni absolutna. Omeji se lahko zaradi varovanja javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, ki zajemajo tudi sovražni govor. Več o tej temi pa v prispevku. Na eni strani se soočata pravica posameznika, da izraža svoja stališča, in na drugi strani pravica do dostojanstva tistih, katere posameznik s svojim govorom verbalno napada. Kje je meja še dopustne kritike ali žaljenja skupine, je velika dilema v sodobni družbi. Zagotovo se spreminja in sicer gre smer v vedno večji pregon sovražnega govora in vedno več pravnih pravil, kaj se sme in kaj se ne sme. Zdaj, po eni strani lahko rečemo, to je dobro, bo družba bolj strpna, manj bo sovražnosti v družbi. Po drugi strani se pa to lahko s časoma
začne prevračati v to, da bo vladajoča politika preprosto začela utišati politične nasprotnike in tiste, ki se z njimi ne strinjajo, ker bo sovražni govor pravzaprav že kakršnakoli kritika tistih, ki so na oblasti, njihovih pogledov, tako kot se je skozi zgodovino vedno dogajalo. Tisti, ki so bili na oblasti, so želeli utišati javnost, njihovo kritiko, da so potem lahko lažje oblast obdržali. Šepec pojasnjuje, da je treba zakonodajo na tem področju spreminjati počasi in previdno v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki. Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje določene skupine ljudi. Zdaj, lahko je to zaradi polti, spolne orientacije, spola, verske prepričanja ali karkoli podobnega. In tukaj zdaj tanka meja med kritiko nekih novih pojavov, ko nekdo kritizira, da nekaj pa recimo ni v redu, recimo ameriški novi koncept 76 spolov, po novem moški so lahko noseči, ko nekdo reče, to je pa kritično, čisto z biološkega vidika, in na drugi strani diskriminacije te skupine. Kje so zdaj te meje? Tradicionalno se je vedno dopuščala kritika kakršnihkoli skupin je pač to že bila, tudi če so one pri tem počutile prizadeto, užaljeno, dokler seveda ne gre za neko sovraštvo v smislu pozivanja k nasilju zoper te skupine. Evropska unija na ravni sovražnega govora caplja za državami, ki prednjačijo na področju. To pomeni, da Evropska unija se trenutno trudi, da bi nekako stopila v korak s časom in prilagodila zakonodajo, vendar pa, kot sem že povedal v prezentaciji svoji, je veliko vprašanje, ali bo se to zares lahko pripetilo, ali bo evropska kazenska zakonodaja lahko sledila nekim političnim željam, preprosto zato, ker je za to potrebno soglasje sveta in to soglasje seveda je zelo težko doseči. To pomeni, da bi se vsi voditelji v Evropski uniji morali strinjati, da bi prišlo do sprememb evropske kazenske zakonodaje na področju sovražnega govora. Pred kratkim je bil sicer sprejet akt, ki pa še ni v izvajanju. Zdaj v lanskem letu to, kar je najbolj, bomo rekli, pomembno z vidika sovražnega govora in družbenih medijev, je sigurno akt o digitalnih storitvah, ki medijsko krajino zelo spreminja. Vse nezaželene vsebine bodo se morale odstranjati. Seveda se še ne zavedamo tega, kaj bo to pomenilo za nas. Zakaj se ne zavedamo tega? Ker akt o digitalnih storitvah še ne velja. Se pravi, bo začel veljati komaj v letu 2024 in takrat bomo začeli v polni meri čutiti na svoji koži, kakšne spremembe so se tukaj sprejele na tem področju. V minulih dneh so se na konferenci Za človeka gre dotaknili tudi ostalih zelo perečih tem. Prva je odpornost post-covidnih pravnih sistemov, kar pomeni, kako se pravni sistem odziva v času tehnološkega razvoja in družbenih sprememb, ki so nastale tudi v posledici covida. Naprimer to, o čemer je govoril kolega Šepec. Kako se soočiti s sovražnim govorom, kako se soočiti s pozivi k nasilju in podobno. V luči tehnoloških sprememb ne vemo vedno več, kje so te meje. Kot družba moramo to šele spoznati. Spremembe so tako hitre, da jim je težko slediti. In tudi naprimer problem deepfakes. Enostavno ne vemo, kje so meje. In pravni sistem bo te meje postavil in morda bomo šele potem videli, kaj se s tem dogaja. Sodelovala je tudi ustavna sodnica iz Romunije. Ona je bila prisotna na panelu Resilience of Post-Covid Legal Systems, kjer so primarno naši partnerji iz Inštituta za pravne študije Madžarske akademije znanosti in umetnosti razpravljali ravno o teh vprašanjih svobode govora in kako se odzvati v spremenjenih okoliščinah kot družba, da bomo pravični in da bomo hkrati zagotovili stabilnost družbe. Alma Mater Europeja se sicer s konferenco Za človeka gre uvršča v sam svetovni vrh znanstvenih konferenc. Gre za enega najpomembnejših tovrstnih mednarodnih dogodkov v Evropi. Minuli vikend se je v Mariboru v hotelu City odvil poročni sejem, na katerem je bilo videti veliko poročnih oblačil, tako za neveste kot za ženine. Pokazali pa so tudi poročne prstane in nenazadnje tudi poročne torte. Organizatorka poročnega sejma Nadja Jelen je povzela, kateri ponudniki so prišli na sejem in kaj vse se tam dogaja. Poleg razprodaje poročnih oblek imamo tudi veliko zlatarjev, ki ponujajo prstane po akcijskih cenah. Potem imamo še fotobox, potem varstvo otrok, imamo tudi par lokacij, ki se predstavljajo.
pa potem še nekaj cvetličarjev in poročnih tort. Ženini neveste so namreč imeli veliko izbiro, marsikatera nevesta pa izbirala obleko že za naslednje leto. Trendi zadnje leta so predvsem ti, da neveste začnejo poroke načrtovati že, vsaj 1, če ne 2 leti prej. Se pravi, razen zlatarjev, večina ostalih razstavljavcev dela že za sezono 2024. Med zlatarji je bil tudi Dejan Sukič iz zlatarstva Sukič. Povedal je, da se nekateri trendi pri poročnem nakitu vračajo. Absolutno se trendi vračajo. Jaz kot zlatarski mojster izdelujem prstane izključno po naročilu. In se prihajamo spet v tiste neke osnovne forme kovanja in vstavljanja dragih kamnov. Tudi zaznavamo trend prstanov iz jekla in titana, kar jih imamo tudi v ponudbi. Dočim naša osnova so zlati pa srebrni prstani, ročno narejeni. Spreminjajo pa se dejansko tudi napisi v poročnih prstanih. Od prstnih odtisov, graviranih, raznih posvetil, ampak v 80–90% se še vedno klasika, da je ime in datum. Zanimivo pa je tudi, kakšne poročne torte in drobno pecivo si mladoporočenci izberejo. Poročni stil tortice in peciva je čisto odvisen od poročnega para, celotnega slavja. Naredi se tortica po želji neveste in ženina. Lahko je v različnih barvah, trendi pa so, trenutno zelo žive barve, magenta barva, drugače pa se prilagodimo cvetju, ki je v poročnem šopku. Ženini lahko izbirajo pri oblačilih med klasičnimi in nekoliko drugačnimi kroji, barvami in stilom. Ja, letos je trend, so predvsem svetlejši odtenki v bež barvi, tako da zdaj poletni ženini se velikokrat odločijo za bež, zdaj stili bež oblek so lahko različni, lahko so bolj rustikalni, bolj retro, bolj matirani materiali, lahko je tudi s telovnikom v karerastem vzorcu, mogoče s kakšno kapco na glavi, potem tudi glede obutve lahko potem skombiniramo s kakšnimi mokasinami, če je obleka bolj neformalna, gremo lahko s temi detajli bolj v tak ležeren stil. Prav tako tudi neveste, ki pa velikokrat sežejo po obleki, ki se prilega vsaki postavi. Bodoče neveste pa še vedno najrajši posegajo po kroju A-linije, naredi lepo ženstveno postavo, niso pretežke, prevroče obleke, ker Slovenke so rade komot. In se tudi ne preoblečajo tolikokrat na poroki kot morda v tujini, ki si za obred umislijo neko bolj ekstravagantno obleko, ampak roko na srce v taki obleki cel dan, celo noč se ne da zdržati, tako da se ponavadi preoblečajo. Slovenke so pa bolj praktične narave in imajo rajše eno obleko praktično do poročnega plesa, šele potem mogoče se preoblečajo v neko udobnejšo, mogoče tudi krajšo obleko za kakšno koreografijo oziroma pol za zabavo. Pozorne pa so tudi na detajle in celo na rokave. Ni čisto klasična, seveda, to se potem skozi kolekcije, vsako leto je nek določen trend, zdaj letos bi mogoče izpostavila te rokave, ki so ali spuščene naramnice, ali so v bistvu bolj te voluminozni rokavi, ki se jih lahko tudi posebej da na roko, se pravi, se ne držijo obleke, in potem je tudi praktično, da imajo za fotografiranje mogoče nek drugačen izgled, potem na slavju pa določen del obleke odstranijo, pa so spet mogoče majčkeno bolj sproščene. Poročni sejem je bil tako na eni strani zagotovo pokazatelj tega, kar ponujajo ponudniki, na drugi strani pa tudi priložnost za neveste in ženine, da najdejo tisto, kar potrebujejo za poroko. V sredo se je v Račah na iztekališču za avtocisterne zgodilo izlitje. Po podatkih se je nesreča zgodila v sredo popoldne. Po trenutnih ocenah je izteklo okoli 16 kubičnih metrov naftnih derivatov, odkoder pa je tekočina po kanalizacijskih vodih pritekla v čistilno napravo Rače. Poglejmo prispevek. Na lokaciji Petrolovega skladišča naftnih derivatov Rače je v sredo v popoldanskih urah prišlo do izlitja dizelskega goriva.
Torej, ob redni jutranji kontroli so naši vzdrževalci opazili naftne madeže na bazenih, zaznali vonj v zraku, takoj so zaprli iztok iz bazena, torej iz čistilne naprave dalje, poklicali 112, tako kot predvideva protokol. O obsegu morebitne škode na okolje v tem trenutku preuranjeno sklepati. Svoje delo bodo pristojne službe še morale opraviti. V tem času smo sprejeli tudi klic iz Petrola, da je prišlo do izlitja iz njihovih skladišč. Vsi pristojni so začeli z takojšnjo sanacijo. Količina izlitja in pa škoda zaenkrat še ni znana, ker sanacija še poteka. Po zdaj znanih podatkih in vseh zagotovilih pristojnih inštitucij pa ni nevarnosti za ljudi in za živali in podtalnica ni onesnažena. Hkrati pa še pomirja vse občane, da nevarnosti zanje ni. Absolutno, te nevarnosti ni. Tako kot sem pa rekla, sanacija mora najprej biti končana, da sploh lahko znamo obseg škode in tega, kaj se je zgodilo, nekako ugotoviti. Na Petrolu so nam pisno pojasnili, da so takoj po prepoznanem dogodku pristopili k reševanju nastale situacije. Začetek citata. Takoj po prepoznanem dogodku smo pristopili k reševanju nastale situacije. Aktivirane so bile ekipe za neprekinjeno poslovanje. Steklo obveščanje skladno z zakonodajo. O dogodku smo obvestili tudi regijski center za obveščanje in pristojne inšpektorje. Reševanje in sanacija dogodka po pravilih stroke poteka že od včeraj. Na lokaciji so prisotne vse pristojne interne in zunanje službe. Jutranje ugotovitve so nakazale možnost prehajanja derivata izven Petrolovega skladišča. Zato smo o tem nemudoma obvestili tudi predstavnike občine. O obsegu morebitne škode na okolje je v tem trenutku preuranjeno sklepati. Informacije v zvezi s tem bomo sproti komunicirali. Razmere so že od začetka prepoznanega dogodka pod nadzorom. Skladišče obratuje normalno. Konec citata. Pojasnili so tudi, da je do neljubega dogodka prišlo zaradi nepravilnega položaja zapornega elementa na iztekališču za avtocisterne. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek dneva in lep vikend. Nasvidenje.